Pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Današnjo oddajo o kulturi namenjamo knjigi, o kateri bi se lahko pogovarjali tudi v oddaji Aktualno, saj je avtor z objavljenimi besedili ostro posegel v naš aktualni čas. Pozdravljen v našem studiu, Drago Mislejmer. Dobro večer, pozdravljeni. Ja, upam, da sem posegel, že nekaj časa počnem to, da posegam v ta naš čas. Že tam od nekje od enega, rekel, 25. leta, 24. ko sem postal novinar. Od takrat naprej, kar naprej. Kar naprej. Z Dragom se tikava zadnjih 35 let, ja. Se bo tudi v tej oddaji. To je prav, da poveva. Knjiga naših sanj vam pa ne damo, je že kak mesec ali dva med bralci. Kakšni so prvi odzivi? Ja, na moje presenečenje so odzivi zelo lepi. Jaz nisem pričakoval dosti, da sem rekel, kdo pa, itak ne beremo več, ljudje ne berijo, toliko ne. Potem pa se je začelo, že udeležba na predstavitvah, udeležba in novinarjev in ljudi je bila presenetljiva. Potem pa ljudje imajo radi knjige s kakšnim podpisom, ne? In če sodim po temu, meni vsak dan pride nekdo v Izolo, mi v hiši reče, mi podpišeš tvojo knjigo, ne? In jaz se čudim, nisem pričakoval take reakcije, pol s strahom, včasih vsak toliko vprašam, in kaj se ti zdi? Pravi, se veš, kaj se mi zdi, če ne bi vedel, kaj bom bral, ne bi kupil, ne? Knjiga prinaša 121 kolumn, ki so razdeljene v 7 zaokroženih poglavij. Ta besedila sodijo v časnikarsko zvrst kolumne, ki pa je pravzaprav ena težjih zvrsti, ker gre za kratko formo. Ja, treba je v dokaj omejeni, jasni formi, treba povedati vse, ne? In tam ne moreš preveč zapletati, ne? Ker potem ti bo zmanjkalo časa za razplet, ne? Moraš pa hkrati povedati, kaj je bistvo problema, o katerem govoriš. In tako jaz pravim vedno, obstaja verjetno več načinov pisanja kolumne, ampak moj je tak, jaz sem zadovoljen, kadar imam zadnji stavek, ne? Ker zadnji stavek mora povedati bistveni odnos avtorja do ene tematike, ne? In kadar je zadnji stavek dober, takrat je kolumna dobra. Življenje teh časopisnih kolumn pa je pravzaprav kratko, dober teden v primeru Mandrača, ko izide že naslednja kolumna. Ja. Če ne bi zdaj šle v knjigi, bi bile pravzaprav na nek način pozabljene. Ja, ampak sreče tudi bralci, moram reči, berejo včasih za nazaj, ne. Meni vse toliko mi pride, kdo pa reče, ti Mev, dobro si napisal, ne, reče, kaj sem napisal dobro, pa jim pove to in to, reče, to je bilo že pred 3 tedni, ne, pravi, jaz sem zdaj to prebral, ne. Najbolj sem vesel tega, kadar recimo, ko mi reče, veš kaj, mi gre na živce, ker pišeš to, kar jaz mislim, pa ti napišeš, ne. To je eno tako posebno priznanje, ne, da dobiš ljudi, da jih zadeneš s tistim, kar si napisal, ne, da se niti mora prvi moment niti ne zavedajo ene stvari, pa pol začnejo razmišljati. Recimo, jaz sem zdaj pisal o enem preprostem stavku, ki ga vsi poznamo, ki se koliko toliko ukvarjamo s temi računalniki, ne, pišejo, recimo, in naslov je elektronski naslov, mail ali geslo ni pravilno. Ne, to so tisti zapleti, ko potem, ker ne moreš odpreti nečesa, ne, ker je, jaz si pozabil mail, na maila nisi pozabil, ampak geslo si pa pozabil, ne, in potem kako smo postali odvisno od teh gesel, ne. Jaz to včasih teh skrbi nismo imeli, ne, ker ni bilo treba danes, pa če ne poznaš gesla, ne greš nikamor, ne boš dvignil denarja na bankomatu, ne boš mogel odpreti enega programa, karkoli, ne, geslo je zakon. Te kolumne so najprej išle v časopisu Mandrač, kasneje tudi v časopisu Idrijske novice. Oba skupaj nista prav velika, imata pa vpliv v svojem lokalnem okolju. Ja, Idrijske novice so malenkost starejše, se mi zdi, od Mandrača. Je pa, mislim, ko ljudje rečejo, pomislijo, rečejo, zdaj pa je vse na internetu, zdaj pa vse na Facebookih, pa na Twitterih, pa na Instagramih, pa ni res, ne.
Mi vemo, da to je, tam lovijo naslove, ne? Ampak če rabijo kdaj kakšno informacijo več, ne? Potem morajo podpreti časopis. Ne? In časopis ni samo za našo generacijo, pa za generacijo srednjih let, ne? Mi ugotavljamo tudi mulci, ne? Te mali, ne? Recimo berijo šport, ker v športu so napisani tudi rezultat mladinske ekipe, pa če ne piše, da je ta in ta dal gol, ne, polovne hodijo s tistim časopisom, ga kažejo. Ne. Če piše to na telefončku, ni tako bistveno, ne, ampak če pa piše tam, je pa. Tako da jaz mislim, da pisana in tiskana beseda je še zmeri, bo preživela tudi te stvari. Rdeča nit te knjige, pa tudi teh kolumen tvojih, pa bi lahko strnili v en tak stavek, da so jeznemu mladeniču v najboljših letih pravzaprav spremenili družbeno ureditev, sistem je padel, rodilo se je nekaj novega, s čimer pa ta avtor ni vedno zadovoljen. Ne, veš kako je, ne? Tako jaz, mi smo v bistvu nesrečna in srečna generacija, ne? No, mislim, ne vem, katere generacije se bo zgodilo toliko stvari, kot se je zgodilo naši generaciji, ne? Mi smo praktično skoraj začeli s parnimi stroji, ne? In jaz sem se še vozil s parnimi lokomotivami in vlaki tam po Bosni s Čirotom, Oskotirnim. In zdaj se pa že turisti vozijo v vesolje. Ne? In to. Spremenili smo države, spremenili smo valute, spremenili smo način dela, vse to smo se morali mi prilagajati, tako da smo bili verjetno kar ena dobra generacija, ker ne vem, če bo vsaka generacija v stanju toliko teh transformacij doživeti tako hitro, kot se je dogajalo nam. In zdaj zadovoljni. Jaz sem vesel, ker vedno nikoli nisem bil oni, ki je mahal z zastavcami. Za tisto sem vedno bil po strani, pa malo gledal, pa nisem kritikant kar tako, ne? Ampak sem držal kritično distanco do stvari. In sem jih držal takrat in jih držim tudi danes in ne padam na vsako finto. Vsaka sprememba družbene ureditve pa je priložnost tudi za povzpetnike take ali drugačne, mi smo da naredijo kariero ali pa da obogatijo. Ne? Ja, očitno smo bili lihno v nepravem času, na nepravem mestu. Ne? Smo se ukrašili te tukaj. Ne? Ne vem, če bi bil bolj zadovoljen, če bi bil tam na enem drugem mestu. Ne vem, kaj bi moral. Lahko bi se prodali, mi bi lahko časopis prodali občini, pa bi bili občinsko glasilo, pa bi hvalili vse župane po vrsti, ne, ampak bi bili nesrečni mi, ne. Mi pa tega nismo hodili, mi smo radi samostojni, radi povemo, kaj je zadost, smo pa zadosti zreli, da ne gremo kar kritizirati, kar vse počes, samo zato, da bi kritizirali. To kritikanstvo je včasih lih tako slabo kot PR-ovstvo. Ne? Naših sanj vam pa ne damo, to je naslov knjige, je pa tudi to naslov kolumne iz leta 2017. Ja. Ne? V njej ugotavljaš, da smo s to zadnjo tranzicijo pravzaprav pomedli tudi z nekimi ideali, ali pač ne? Ja, v bistvu smo, ne, te naši ideali niso več tisti, ki smo jih imeli mi, ne, recimo eden od, pa ne bom rekel idealov, ampak ena od vrlin, ne, je človeških je bilo delo, ne, delo, čast in oblast, smo rekli včasih, ne, te pa rečemo, da bi rekli sam delu čast, ne, ampak vedno je bilo tako, si rekel, ko boš pedil šolo, in boš potem delal, in ker boš delal, boš živel, ne. No, danes delo ni nobena vrlina, ne, kot rečeš novim generacijam, bo treba delati, ne, ko mi končal šolo, ne, bo treba delati, koliko je plača, jurja pa pol, ne, za ta denar pa ne grem delati, ne. In potem pri nas vsi iščejo gostince, iščejo natakarje, iščejo picopeke, iščejo normalno gradbince, vse po vrsti, vsi šoferji avtobusov, šoferji tovornjakov, v bistvu ljudje nočejo delati, ne. In potem seveda, kdo bo prišel, tisti, ki še niso doživeli tega, bojo prišli tisti, ki so pribežali k nam ali kakorkoli se preselili
In potem bomo seveda mi spet jamrali, da nam tujci jemljajo delo, a v bistvu si ga jemljemo sami, ne. Naši otroci nočejo delati, to je problem. Kljub temu, da se je družba razslovila v teh obdobjih, pa smo potem doživeli epidemijo koronavirusa, ko tudi ti v eni od teh kolumn ugotavljaš, da takrat smo bili pa vsi povsem enaki. Ja, to je bilo eno posebno lepo obdobje, ne. Tudi, mislim, je bilo slabo obdobje, ampak po svoje je bilo lepo, takrat smo se malo prešteli, ne. Malo smo se, tako kot v Milanu so kar naenkrat so zagledali nebo, ki ga niso videli prej nikoli zaradi smoga, v času korone so ga gledali lahko, ker se je ustavila določena industrija in tako te stvari. No in pri nas je bilo tudi, ne, mi smo šli na ulico in smo si, ker nismo smeli na obisk, smo si podajali, jaz sem prinesel ven flašo domačega sadjevca, smo kozarčke in smo sosedom dajali po oknih in smo nazdravljali, ne, in smo v bistvu spostavili eno skupnost, ki še zdaj traja. Levi so desni, desni so levi, si zapisal v eni od kolumen. Ta lokalni politični prostor je včasih res poln paradoksov, ne? Ja, mislim, recimo konkreten primer je Izola, kjer ni bilo desnih nikoli, ne. Vsi so bili levi in vsi kar naprej so se kregali, ko zmešani na sejah občinskega sveta. No, zdaj, ko je malo prišlo desnice, pa se kar nekrat ne znajdejo več, ne. To je tako, ne. V bistvu, kaj bi rekli, kaj je desno, ne. Če bi rekli, da je desno počasi, trezno, razmišljajoče, poglobljeno in tako naprej, ne divjanja in tako naprej, racionalno, ne. In pa imaš pa Trumpa, kaj je Trump? Za svojim obnašanjem desen ni, ne. On bo spominja na levičarja, ne, in tako da ni ta desnica, levica, to bo prej slej šlo v pozabo in bo, ne vem, kaj bo drugo, ne. Je pa res, da sem pred 20 leti bral en članek v Sobotni prilogi, je en filozof je napisal, da se spomnim naslov, ljudje se bomo delili na priključene in nepriključene. Se pravi, tisti, ki smo na internetu in na tej digitaliji in tisti, ki niso. Tisti, ki niso, bodo bogi. In so že zdaj bogi, ki morajo, ne vem, dvomim, da ena ženica tam na vojskem zna zračunati, kdaj bo imela bolj poceni elektriko, ne, kot ti. Težko. Padem na telefonu, da zna s telefonom plačati položnico, pa da ve, kaj je QR koda, pa tako naprej. Ne, to so take stvari, ki bojo postale dejstvo, nujno dejstvo za živeti in te ljudje, ki niso tle stopili na ta vlak, saj malo, ne, bojo bogi. Če so volitve praznik demokracije, potem je ta praznik na občinskem nivoju bistveno bolj pomemben, ugotavljaš že leta 2016. Zapisal si, ni pomembno, kdo bo predsednik države, pomembno je, kdo bo župan. Seveda, župan je zakon, ne, to so bitke. Tam veš, na nivoju predsednika države, tam se vseeno že malo posluša, ne, kaj kdo pove, kaj kdo razmišlja, kako je. Tako, ne, na nivoju občine je pa to čisti divji zahod, ne. Nas je recimo, jaz sem enkrat kandidiral za župana, tako zgolj sem šel za to, da razjezim županjo Bredo Pečanova, ker je bila že 3. mandat in nam je šla počasi že na živce, ker je dobila občutek, da je božanstvo, ne. In sem rekel, grem kandidirati in sem kot neodvisen kandidat. No, pa sem tudi dobro, mi še kar dobro kazalo, ne, ampak potem pa šel pa kirurg, Tomi in je v Klokočovnik in je postavil po celi Izoli 30 takih z lepenke narejenih svojih podob. Torej, kamorkoli si stopil, si videl Klokočovnika in je zmagal. Nas je povozil in njo in mene in vse skupaj, ne, in je povedal, tako se dela. To so volitve na lokalni ravni. Dogaja se celo to, da imamo nekatere občine, ki so silno majhne in so ti občinske uprave opravilno tako slabo sposobne. Celo to, da so nekateri občine ustanovljene proti volji
občanov v državnem zboru. Ja, seveda. Lej, to je tako, ne, jasno, da želja da priješ do enega denarja, ne, do enega, da boš upravljal z nečim, ta je prisotna pa človeku vedno, ne, in pri nekaterih ljudeh je bolj izrazita kot pri drugih, ampak dejstvo je tako, da male občine tudi niso med sabo si enake, ne, pa tudi občine si med sabo niso enake, ne, jaz večkrat razlagam to pri nas, našim občinarjem, pa nas si čudno gledajo, ker je občina Ajdovščina in občina Izola. Sta po številu prebivalcev približno enake, sta po površini je Ajdovska občina dvakrat večja, če ne trikrat od izolske, po številu industrije in tako naprej je štirikrat večja od Izole in tako naprej. Ampak v njihovi občinski upravi je bilo, takrat, ko sem se jaz o tem pogovarjal, 38 zaposlenih, v naši pa 80. In vsi so prepričani, da so preobremenjeni. Razumi. Čeprav v eni od kolumn ugotavljaš, da pravzaprav o naši prihodnosti in pomembnih zadevah pravzaprav ne odločajo politiki, ampak interesi oziroma kapital v ozadju. Itak, cel svet je tako, ne? Cel svet je narejen tako, da se vojne ne vodijo politike, vodijo orožarski lobiji, ne? In ta orožarska industrija in na ravni občine pa in države je tako in na ravni občine tudi, ne? Se vemo, kdo hodi županom se dogovarjati, kaj vse bojo naredili za razvoj občine pa mesta. Ne? Jaz zmeri raten slabe volje, sploh pri volitvah, ko prije kdo pa reče, jaz kandidiram za to, ker bi rad naredil nekaj dobrega za Izolo. Ne? Jaz pa rečem, ne delati nič dobrega, bodi tam, ker si, bodi tiho, reče, ne delaj tega. Ne? Ker mislim, tisti, ki pride, da bo delal nam dobro, mislim, si rečemo, ostani tam, ker si bomo že mi poskrbeli zase. Pojav kolesarjev, predvsem v Ljubljani, pa je tok zgodovine nekoliko spremenil. Imaš ti še svoje kolo v veži? Imam električno kolo. Sem ga kupili za rojstni dan in nisem dosti rabo. Toliko malo sem ga rabo, da sem pred par dnevi šel zvečer nekaj iskati z njim, nisem znal vžgati luči in sem preletel tam v en stožec, ki je bil v totalni temi, kot da zdaj imam zvit pedal, ne, ampak jaz sem len, da tako rečem, ne, žena ima tudi električni skiro in leti kot čarovnica po mestu, ne, jaz z unim mojim električnim kolesom sem slab, ne, in pa si sposojam njenega tiste, tako da ne hodim, premalo hodim, ne hodim na sprehode, ne telovadim, skratka, izrazito nezdravo življenje živim, ampak se dobro počutim. Tudi to nekaj velja. Ko sem omenil kolesarja, sem mislil na zgodbo o kolesarjih v Ljubljani. Ja, no tam sem pa napisal celo pesem. Ja? Ja, sem napisal na pesem, ki ima naslov Mi se premikamo, mi ne stojimo, in sem me prosili, da če bi jo naredil tako in zapel, in so naredili eno tako srečanje po Sloveniji, so se javljali iz raznih koncev, ljudje vsak svojo pesem, in nisem vedel, da je postala celo himna kolesarjev potem, dokler nisem bil enkrat na enem takem velikem srečanju teh kolesarjev in protestnikov v Ljubljani, in so me poklicali, če je prišel zapet v živo, ne, pa sem imel problem, tako sem prvič se po dolgem času znajdel spet, tako se počutil kot na študentskih protestih, ne. Leta 68, ko ste trdili, Ja. zahteva je nemogoče, ne? Ja, takrat, ko je bila še, da nemogoče je bilo že to, danes se zdi nemogoče, da je bilo recimo študentsko naselje, je bila avtonomna cona. Tam niso smeli vstopiti policaji noter, ne. Danes tega ne dosežemo, da se ubijemo, ne. Že oktobra leta 17 si ugotavljal, da živimo sicer v sodobni informacijski družbi, da imamo sodobne telefone, komunikacije, da pa pravzaprav ne vemo prav veliko ali pa nič o dogajanju v lokalni skupnosti. Ja, premalo, ne, ker seveda, se veš, bi bilo fino, včasih se potolaži, veš, pa rečem, ko gledamo mulce, ki gledajo vsak svoj telefon, pa vsak svoj Instagram, pa tako, ne, pa si rečem, dajmo si predstavljati, da na mesto telefona, da imajo časopis. Se to bi dobro izgledalo, ne? Ampak časopis vseeno daje neko informacijo, ne? Tisto tam pa daje
ne bom rekel pol informacije, daje samo namig o neki informaciji, ne, in njim to zadošča. Nekje sem prebral, zdaj najnovejše raziskave pravijo, da ima sodobna mladina, da ima 12 sekund čas koncentracije okrog enega podatka. Ne. Kako bi jo tukaj vedeli, karkoli, mislim, bolj poglobljenega o čemerkoli. Ne. Ko govorimo o lokalnem okolju, je zelo pomemben tudi lokalni jezik. Ga razumeš to kot neko prednostno vrednoto narečje ali kot cokla? Ne, jaz ga kot atrakcijo bolj vzamem. Ne bi govoril nekaj prvič, to ni moj jezik, jaz sem prišel s Postojne v Izolo in nisem nikoli govoril prav postojnsko, ne vem se kaj. Verjetno zato, ker moji starši niso govorili. Ne so govorili po postojnsku, pa tako, ne. Pa tudi jaz nisem govoril tako. Zdaj bi se pa pačal po istarijansko, zdaj pa ne gre, pa v dialektu, tako naprej, razumem pa fajn. Malo mi je še kar všeč ta dialekt, pa italijanski dialekt, izolski, ne, ker je podoben italijanskega, italijanskemu sam je skrajšano so, ne. Dove že, ne, to je, veš, ima te črke, se piše z X-om, pa tako naprej. Ta del me zanima in ga kapiram, in sem tudi eno pesem moral prevesti v ta dialekt, sem jo prevedli, nisem jaz, ne, in no, ampak drugače pa, da bi pa sedaj pa se pa pačal, veš, mi ni treba. Ni treba, to Ljubljansko ulico v Izoli si spremenil s sodelavci skupaj kot ekipa v prav zanimiv prostor, kjer se marsikaj dogaja, četrtki pri Pini, privabijo zelo veliko ljudi. Ja, veš kaj, v bistvu smo naredili tako malo osvobojeno cono, ne, bela krajina, rečemo mi tako, ne. Pa ne zato, da si karkoli lastimo, ne, ampak mi samo upremljamo si tako, kot je nam, kot se nam zdi, da je fajn in da je prav in da se dobro počutimo. Nam je recimo tisto prostor pri Špini, nam je naša dnevna soba. Ne. Jaz imam dnevno kuhinjo in dnevni prostor pritličju, ampak mi smo zunaj, ne. Sploh, ko se segreje, gremo ven in živimo zunaj. Ne. In tako je, mislim, da bi morali vsi malo več živeti zunaj, ne pa da se tiščimo doma, ne, in veš, potem poslušam vsaj toliko reči, veš, v Izoli so sami Albanci po cesti, ne. Reče, ja, seveda, oni grejo še ven, pete, zato ker naši so pa doma po stanovanjih, ne pridejo še naši ven, pa ne bojo tako več Albanci bili večina, ne, se niso, ne, ampak tako je, to je problem, ne, da me je sopašalo, veš, jaz ne vem, verjetno imaš tudi ti tako navado, da te prijo neki pa moraš nekaj delati, ne, jaz imam eno navado, ki srečijo omejena na jutranjo uro od 8 do 8:20, ne, da se zbudim, prižgem televizijo, da vidim, če je konc sveta, če vidim, da ni konc sveta, prižgem PlayStation in odigram en fuzbol tekmo z Brazilijo ali pa z nekom, ne, tisto in pol, če zmagam, sem še boljše volje, če pa ne zmagam, sem pa tudi dobre volje, ne. No in vsak od nas ima kakšno tako stvar, ne, da se na njo preveč navadiš in se jo težko ločiš od nje, ne. In jaz gledam, žena ima kriminalka, ne, gleda kriminalke in je navarno, veš, reče, grem in bo gledala kriminalko in pa se razmišljam cel čas, to je v bistvu ene vrste droga, ne. Te navade, ne samo to, ma tudi take navade so droga, ki te pol držijo, da ne gre ljudem, recimo, ne vem, verjetno televizija ali karkoli je droga, da ne grejo na cesto, ampak so doma, ne. In je tudi oblast zadovoljna, da so ljudje doma. Seveda je oblast, ker potem ne vidiš nič, ne, kaj se dogaja zunaj, ne. Lokalna oblast je, pa itak v navadi ni doma, ne. Lokalna oblast je doma in ne vidi, kaj se mi ugotavljamo, da se po 4 uri je mesto prepustijo nam, ne. Tako ni nobenega, da bi poklical koga, da je treba rešiti to, no, ne. Po 4 uri je mesto naše, ne. Pa še smo imeli župane, ki so bili od drugod, ki je prišel
Kopra, ne, ali pa Spirana, eden. In tako smo bili sami, tako v bistvu je svoje zanimivo. Posebno poglavje v knjigi namenjaš tudi turizmu. Izola je včasih bila znana predvsem kot delavsko središče, sedaj pa turisti kar prihajajo. Pride kdaj tudi do teh nasprotij? Ja, verjetno mi včasih rečemo, da jih je preveč. Ne. Jih je preveč, pa jih je premalo po drugi strani. Ne. Premalo jih je, da bi zapravili več, ne. Preveč jih je pa, da ne zapravijo nič. Ne. To je klasičen primer, barke, velike križarke, ki pridejo v Koper, ne, delno tako veš, pa je bilo toliko križark, pa tega. Pustimo pri strani to onesnaževanje, ki je seveda zaradi tega tako, da krivo, da ne smejo iti več nikamor, ne v Benetke, ne vem kam, ne. Ampak te turisti ne pridejo tudi v Izolo, pripeljejo recimo ene s kolesi, 50 kolesarjev, ne. Oni pridejo v Izolo in se zapeljejo skozi Ljubljansko ulico s kolesi en za drugim, počasi oni. Niti slučajno se noben ne ustavi nikjer, samo gledajo, da napadijo s kolesa, ne, ker so starejši v glavnem. Ne. Potem, ali pa če pridejo peš, pridejo oni z ono tablico in grejo mimo in razlagajo, veste, to je pa tle je sončna ura, tle so skrbijo za cvetje, tle za tisto, pa da bi rekel, bom spil en decibelga, tega pa še ni bilo v vseh teh letih nič. Tako da si rečeš, pa dobro, kaj imamo mi od tega turizma, razen to, da nas gledajo, kot da smo aboriđini tam, ne, take vrste turizma v bistvu ne rabimo. Izola nikoli ne bo Ajdovščina, ugotavljaš v eni od kolumn, najbolj tudi nikoli ne bo Idrija. Pravzaprav veš, kako sta Idrija in Izola povezana? Povezana sta tako, da imam jaz vse moje okolici so sami Idrčani, Idrci, kako rečete, ne. Idrci so tam okrog mene je njih 5, ne, ki so nekateri živijo stalno tudi tam, ne, in so to povezana sta pa že od nekdaj, že s časov godbe Pihala, ne. Idrski godbeniki so reševali po vojni izolsko godbo, pihalni orkester oziroma pihalno godbo, ker so šli Italijani, ki so bili prej v orkestru v tej godbi, so šli čez mejo, ne, in je zmanjkalo godbenikov in tudi niso bili izobraženi zadosti in potem so prišli iz Idrije, takrat mislim, 4-5 takih močnih mož, ki so jih povabili v Izolo, so tam dobili službo, delo so dali in tako naprej in oni so bili v Plehmuski in so jo dvigali po konci, tako da še danes mi vemo, da brez njih ne bi bilo. Kaj bi rekli tvoji prijatelji danes, če bi jim kdo tako mimogrede rekel, mefa so peljali v Idrijo? Ne, veš, kako pravijo, nas pravijo tako, pravi, Izola nazdravlja, Idrija vabi, ne. Sem slišal še eno drugo, pravi, pride en Izolan, pride v psihiatrično, mislim, to bolnico gor, ne, in ga vprašajo, odkot pa ste vi? Pravi on, iz Izole. Pravi, ne, to vemo, iz katere ulice. Je pa res, da se ne pije več toliko, kot se je pilo včasih, ne. Včasih je bilo, ko sem jaz v 80-ih prišel v Izolo, so bili tam, je bil pravi proletariat, ne. Tam si imel ribiče, ki so bili izobraženi, kot so bili, ne. Si imel delavce, ki so prišli vse povsod in so delali v tovarnah za tekočim trakom, so delali v gradbeništvu in tako naprej in to je bil tisti pravi proletariat, ki je dobro obvladal pitje alkohola, ne. In potem mi smo že kar videli, da ta bo šel zdaj kaj, ta bo šel tam, tako je. In še sem jaz rekel danes, da grem v Izolo, je rekla ena soseda, ki greš na kontrolo. Je pa res, da imata in občina Idrija in občina Izola v državnem proračunu enako postavko za zimsko službo, ne, to je takih biserov. Ja, snega imate za odtenek manj, vi, ne? Mislim, imamo sneg samo na enih starih fotografijah tam iz leta, ne vem, zadnja je bila iz leta tam nekje, ne, se mi zdi 95, je bilo malo belo, ne, potem pa tam nekje 68, ko je bilo, ko so celo smučkami smučali od Belvederja dol,
tako drugače pa, mislim, sploh pluga nimamo, ne. Vsekakor v redu. Pomemben del knjige so tudi ilustracije. Njihov avtor je žal že pokojni, mislim, da Marjan Motoh. Tako. Dolga leta sta prijateljevala. Kaj nam lahko poveš o tem mojstru? Ne vem, da ga pogrešamo še zdaj, ne, in ga bomo verjetno večno pogrešali, ker on je bil, čeprav bil Ljubljančan in je prišel za mano v Izolo, pa se za mano, ne, je bil on esenca Izole. On je bil tak duhovit človek, ki je znal vse. On je delal vse in je imel morje idej, mislim, takih, ki so še zdaj, še nekatere, njegova najbolj znana je tista, ko je rekel, ne, dajmo postaviti sončno uro na eno veliko fasado, ki je tam pri Špini, ne. In je narisal, smo šli narediti in stoji sončna ura in vsi turisti hodijo mimo, gledajo ono sončno uro kot deveto čudo, v bistvu kos plastike, ki ga je on pobarval. Tako pa je tisto, ostal je zapisan tudi v bifeju pri Kralju, ne, ker je vsak toliko prije še kdo pa reče, daj mi enega Marjančka, ne. To pomeni travarico, tako 0,2, ne. To je in ostal je zapisan kot karikaturist Mandrača, ki vsakič, ko odpremo ceste, se najdemo kakšno in se smejemo, ko zmešani, kako je tip znal zadeti bistvo stvari. Ne. Mislim, ne nažaljiv, ampak na način, ko poveš, to pa je res bedarija totalna. Ne. Meni najbolj všeč tista njegova, ko je vse, en tip stoji pa vse črno okoli njega, v bistvu črno ozadje, celo, sam vidi se enega človeka, ki pravi, in kje vidite vi kakšno črno gradnjo? Letošnje leto je za tebe najbrž eno pomembnejših. Izšli sta ti 2 knjigi, čeprav si znan po glasbi in po pesmih. 2 knjigi in še CD, glasbeni CD. Ja. To je dobra letina. Ja, mislim, seveda je dobra, ne, takoj mi je cukor skočil na 10, ne. Sem se izgovarjal, ko sem na pregledu pri diabetologini, ki je z Idrije, mimo grede doma, ne, je rekla, ko sem prišel na kontrolo, ne, je rekla, je to pohvalno, ne, je rekla, niti ne, tisto ne. In pa sem rekel, tukaj je pa razlog, in se je pokazal 2 knjigi in CD, rekel, ja, pa zdaj pa bo treba nehati s tem, ne. Tako da v bistvu leto je dobro, ne. Police se polnijo s tem letom, ne. So bila leta, ko ni bilo nič, in so leta, ki so taka, ne. Rečemo, je to leto debelih krav, čeprav prvo leto, ki sem shujšal. Drago besej Mef, jaz se ti zahvaljujem za ta pogovor, za obisk v našem študiju. Želim ti, da bi bilo tudi prihodnje leto uspešno in da bi bili rezultati. Ja, jaz se trudim, ne, tam, da 120. leta bo nekako šlo, potem pa ne vem kako, ampak ne, res je, imam načrte, jaz sem si dal sam pri sebi, da moram posneti vsaj še 2 albuma. In zdaj ne vem, upam, da mi ne bo treba vsako leto ga posneti, ne, da bo vsaki 10 let enega, ne. Odlično. Hvala za povabilo in pozdrav seveda gledalcem. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.